Ampak ja, kako je drugim izgledalo? No, drugim je izgledalo, koliko se imamo medve fajna, ne, koliko ful potujemo, koliko smo skozi v poletju, koliko smo skozi na plažah, ne. Resnica pa zadnji čist druga, ne, ker vem, ker so moji prijatelji, koliko se imate vide fajn, pa si skozi potujeta, pa noro skozi na drugih plažah po svetu, pa tako. Pa v bistvu ni bilo tako, ne, bila sam plaža, pa hotel, pa plaža, pa hotel, pa letališče, pa hotel, pa letališče, pa spet noro plaža, pa v bistvu sploh nismo imeli nič od une plaže, ker sam pač uno igrišče, no, tako da dejansko sva videli svet, ampak uno plažo pa hotel, pa to je to. Ja, kako to? Ker kakšen je bil urnik dnevni, da pač ste videli sam to? Ja, v bistvu, ne vem, če gledam, recimo, ko smo imeli kakšne priprave, recimo v Braziliji, ne, smo že kar zgodaj trenirali, zaradi tega, ker je bilo pač zelo močno sonce, no. Pa smo imeli, recimo, najprej smo imeli že kar ob 6. zjutraj, pa celo prej, ne vem, kakšne 2 uri treninga, ne. Potem smo šli domov pač na kosilo, vmes včasih imeli še kakšen vmes krajši trening, no, za fizično pripravo, no. Potem smo imeli recimo spet popoldne trening, pol itak prideš domov, potem smo imeli včasih, na vsake toliko časa smo se tudi, ne vem, enkrat ali pa 2-krat na teden smo se tudi slišali psihologom, ker so tudi imeli svojega športnega psihologa. Tako da v bistvu skozi, no, tako 2-krat, 3-krat na dan trening, pa športni psiholog zraven, pa vmes moraš valjda še počivati, pa skuhati, pa ja, saj to, pa pol še itak po treningih na analiza treningov, pa ne vem, kaj bi bilo treba še boljše narediti, ne. Ker so bile po tekme, je bilo pa itak tako, da pač, ne vem, če smo imeli tekmo, ki je bil ful poln urnik, ne. In vem, da se je enkrat zgodilo, da smo imeli tekmo v Braziliji, pa smo imeli tekmo v Aziji, pa smo se spet nazaj vrnili v Evropo, pa spet nazaj v Azijo. V glavnem, skozi sam pač potoval, ne. In dejansko smo prišli, ne vem, v Brazilijo, smo bili tam pač en dan, da pač ali pa 2 dni, da se aklimatiziraš, ne, pa tam treniraš. Pol smo imeli itak tekme, vsak dan imaš recimo, odvisen pač koliko časa igraš, no, tudi tam nekje 3 tekme na dan, ne. Tako da si praktično skozi cel dan pač v tekmi noter z glavo, no. In pol takoj, ko izgubiš, ali pa takoj po tekmi, ne, greš že na drug dan na letališče pol zgodaj, ker si mogel priti recimo v Azijo, ne. In tam v Aziji še enkrat, ne, si en dan tam, da se aklimatiziraš, naslednji dan tekma, ne, in spet igraš, ne vem, tekma 2, 3, 4 dni, odvisno pač koliko časa si v turnirju, spet se usedeš na letalo in greš na drugo tekmo, ne. Tako da v bistvu praktično res vidiš samo hotel, letalo pa igrišče, no, tako. Kako se pa ta jet lag prenašala? Ker pač, ker menjavaš kontinente, je tam, ne? Mislim, zna biti, ne vem, na hudo prvostni. Ne, pač tja v Brazilijo niti ni, pač take panike, no, v Azijo je pa bilo kar, no. Mislim, sploh recimo prvič, ki je še malo kulturnega šoka, pa je res grozno, no. Pač prvič mi je bilo najbolj grozno, pa drugič, tretjič pa tako, no, ker že nekaj, ker veš, kaj pričakuješ, pa se že doma recimo malo prilagodiš temu, ne. Da prej hodi spat ali pa tako, no, da urnik malo prilagodiš. Pa da veš, ne, ker prideš tja, da ne smeš iti spat, ampak moraš dejansko zdržati, ne vem, 24 ur brez spanca ali pa še več, ne. Da se pač čim hitreje prilagodi, no, pa smo že našli pač, oziroma vedeli enih par takih strategij, kako v bistvu jet lag premagati, no, je pa tako, da, ja, da kaj igraš, si malo v drugem svetu, no, nisi čist, a veš, nimaš čiste glave, no, tako. Rabiš tam nekje 3-4 dni, no, da se pač prilagodiš, tako da če smo imeli dovolj časa med tekmami, pa smo šli pač malo prej tja, da smo se pač prilagodili, ne, če je pa tako prišlo, da smo pač mogli biti samo en dan tam, ne, oziroma en dan prej tam, je bilo pa tako, no, da smo igrali tako. Nisi čist tam, no, na igrišču, kad da bi še malo spal, veš. Ja. Po naši, ne vem, tako malo medu, ja. Ja, po naši uri, ne vem, igraš ob 3 ponoči, ne, in si malo tako zaspan. Saj, zato me zanima, ne, ker je ta vpliv, ne, ker se ti zdi pol, ker vse je malo nerealno, ne, ker da pač teluje tam, pa nekaj dela, glava je pa ono, kje sem že zdaj, kaj se dogaja? Lej, se kar žoga odbila, pač, mislim, poznam te občutke, je tako drugače, kadar si ful utrujen ali pa ono, ali pa
ki imaš kakšno tako izkušnjo isto, ki greš na drug kontinent, ki je karuno. Kje sem jaz zdaj? Kaj se zdaj? Ja. Ampak zanimivo, koliko je bilo tu tekem na sezono? Ki pa si rekla 2-3 dni tle, pa pol drugam. Ja, to je bilo ful, ne, to pač mi imamo od marca, no, od marca pa nekje do sredine septembra. To skozi tekme, pač pred korono, no. Ja. Zdaj to snima do mene. Ampak to, da imaš pač tempo skozi vsak teden. To je svetovna liga, ali evropska? To je svetovna liga, Pač itak se svetovna liga pa Evropska liga pač prekrivata, tako da itak smo vmes si pač kombinirali. Ja. Pa še pri nas državno prvenstvo pa tako. Tako da je bil pač kar tempo, no. Od marca pa do konca septembra je pač bil tempo skozi, pa se pač malo sprostil, pa še oktobra, novembra sem pa tja pač kakšna tekma, glih tako, no.